V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej, dragi verniki, praznik Gospodovega vnebohoda, ki ima v sebi marsikaj ganljivega, hkrati tudi veličastnega. Nekaj se končuje, Kristus odhaja, učenci ga zadnjič vidijo med seboj, nebo se zapre nad njim in vendar cerkev danes ne žaluje, se raduje. Ni slovo, je izpolnitev, ni izguba, ampak zmagoslavje. Tukaj so ti zadnji trenutki, apostolska dela in evangelij povežemo skupaj. V apostolskih delih nam sveti Luka bolj podrobno razlaga te trenutke. Jezus preživi s svojimi učenci tako, da se med njimi pojavi, sede k mizi, še enkrat z njimi deli ta preprosti, a neizrekljivo globoki trenutek, torej obet. Ne zato, da jih prepriča o svojem stajenju, oni sedaj verujejo, ne dvomijo več. Hoče jim dati še eno znamenje ljubezni, zadnji dar svoje bližine, preden sede na Očetovo desnico. Marija sedi ob svojem sinu, zadnjič na tem svetu, potem bo tudi ona, ko bo prav tako vzeta v nebo, z dušo in telesom sedla na njegovo in Očetovo desnico, bo seveda najprej kronana v nebesih in potem kot kraljica nebesa in zemlje bo tam sedla. Apostoli gledajo svojega učitelja, hočejo pretehtati vsako besedo, vsak pogled. To je prva cerkev pravzaprav, ki je zbrana v teh nekaj dušah. Še enkrat ima med seboj svojo vidno glavo svojega ženina. Jezus pa ne govori samo nežno, kot tudi starši ne govorite ali ne govorijo vedno samo nežno, čeprav danes permisivna vzgoja in tako govorijo samo nežno in samo hvalijo, nekdar grajejo, ne? Ampak Jezus tukaj spomni apostole, učence, tudi na njihovo nevero. Lahko bi nas presenetilo, ampak tukaj je ta globoka modrost. Njihovo poslanstvo mora temeljiti na ponižnosti. Spomnimo se besed iz evangelija. Ko ste naredili, kar ste imeli narediti, recite, nevredni služabniki smo, naredili smo, kar smo bili dolžni. Spravi naše dolžnosti do Boga, torej tudi do Božjega Sina in tako nas spravi do trojedinega Boga. Imamo, kot je lepo zapisal in položil usta Don Camillo Giovannino Guareschi, samo dolžnosti, on ima do nas pravice. Tako da to. Oni bodo kmalu oznanjali vero svetu oziroma vsemu stvarstvu, kot pravi sveti Marko. Na začetku so jo sami težko sprejeli, so dvomili. Tako da spomnite se, dragi učenci, apostoli, da ste bili tako slabotni v svoji veri na začetku. Ampak prav zaradi tega bodo mogli govoriti resnico, ker ne bodo delovali iz svoje moči, temveč iz Božje moči. Prejeli boste moč. Sveti Duh bo prišel nad vas, spravi to. Tudi za nas je to pomembno, mi bi radi imeli trdno vero, kar brez preizkušenj, gotovost brez boja. Lepo je rekel enkrat Gilbert Keith Chesterton, da tiste pomembne reči, za katere se nam ni treba boriti, da jih dosežemo, to niso rezultati ljubezni, temveč je rekel pohote. Tako da ni to prava ljubezen. Prava ljubezen mora biti
požrtvovalna, žrtvena ljubezen, drugače pač ne gre tukaj. To. Torej, priznajo svojo lastno slabost in kasneje vse to bo tudi zapisano v evangeliju. To je tudi eno pričevanje, zakaj evangelij je resnica, torej nova zaveza. Rečemo z eno besedo evangelij. Se pravi, notri so tudi slabosti, tudi padci in te stvari naših apostolov, učencev in tako naprej. Tako da imamo tudi to. Za tisto, kar bi se ostali sramovali in ne bi dali noter, ne bi rekli, naredimo biografijo, ampak spusti tiste stvari, ker se jih sramujem. Vidite, tu imamo drugačno pričevanje. Na to prejmejo poslanstvo, ki presega človeške mere, iti po vsem svetu oznanjati evangelij, vsemu stvarstvu pravzaprav. Nimajo nobenih sredstev, nimajo vpliva, nimajo človeške moči. Podobno tudi nam danes, pravzaprav, sej dosti se ni spremenilo. In vendar imajo moč, ki prihaja od Boga. Ne bodo zmagali z besedami človeške modrosti, bodo zmagali z močjo duha. To se razlikuje seveda od našega načina razmišljanja danes. Sploh, če pogledamo okoli, kako se misli, da se bo rešilo stvari, rečejo, bomo reorganizirali. Ko so to rekli v cerkvi, zlasti v koprski škofiji, so seveda ukinili številne župnije, ker so reorganizirali. To sicer zveni precej socialistično, ampak okej. Zdaj se je to začelo tudi malo bolj počasi, ampak vendarle tudi v ljubljanski nadškofiji. Mi smo hudomušno seveda zmeraj rekli nadljubljanska nadškofija. Tako da mislim, da razumemo. Tako da reorganizacija, prestrukturiranje in tako. Dejavnosti, več kot bo dejavnosti, boljše bo. Prilagajanje svetu in tako. Ampak Kristus ni rekel, dajte prestrukturirati, dajte se organizirati, dajte imeti te in one dejavnosti. Rekel je, pričujte, bodite moje priče, boste moje priče. Vera se torej ne rodi iz teh strategij, rodi se iz svetosti in to bomo še poudarili v tej naši pridigi, v tem našem razmišljanju. Vidimo, letos bo 5 novomašnikov v Sloveniji. Torej 2 ljubljanska, en mariborski, en jezuit in en kapucin. In se pravi, jezuit in kapucin, to so ponavadi tudi vici, ampak dobro, to ni vic, to je kruta resničnost. Se pravi, da poleg 2 ljubljanskih in enega mariborskega novomašnika je še en jezuit in en kapucin. Torej, tudi vse bolj prazne župnije, do česar pripelje odpoved temu, o čemer pričuje današnji praznik, torej zdravemu realizmu po eni strani, da znamo videti položaj, in seveda nebeški svetosti, temu se je odpovedalo tudi. Pride trenutek potem, ki je središče današnjega praznika, ko Jezus dvigne roke, blagoslovi svoje apostole in učence, se začne dvigati. Učenci ga gledajo, dokler ga ne zakrije oblak. Njihove oči ostane uprte v nebo in vendar njihovo srce ni polno žalosti, ker so razumeli, Kristus ne odhaja, da bi se oddaljil, da bi bil nekje daleč, kot so potem kasneje začeli teoretizirati nekateri, da je Bog nekje daleč. Kristus gre z tega sveta zato, da bi v nebesih vladal. Ne samo nad nebesi, čeprav je tam, ampak tudi nad vsem stvarstvom, tudi nad zemljo. Kristus mora povsod
vladati. In tudi to je stvar, ki se jo odreka in za kar se je naš ustanovitelj, naš škof Lefevre, seveda prizadeval. Se pravi, Kristusov odhod je pravzaprav njegovo zmagoslavje. Posebej dragocen je tukaj pogled na Marijo, njenem mesecu smo. Torej, kdo je Jezusa ljubil bolj kot ona? In vendar prav ona se najbolj veseli, da gre v nebesa Jezus. Ker njeno srce ne išče svoje tolažbe, ampak išče slavo Sina. Ne? Tako tudi mi, kadar vemo, mislim, v svoji veri in tako, v svojem upanju in tako, da je nekdo dobro, sveto umrl, ne? Potem imamo kar eno veliko tolažbo v svojem srcu takrat, ne? Čeprav ne vemo vseh podrobnosti, ampak vendarle, kakšno tolažbo ima človek, kadar ve, da je nekdo šel na drugi svet tako, kot je treba, ne? Zdaj, recimo, sem tudi napisal tam, da se je poslovil naš duhovnik prijatelj z Češke, pater Radoslav Skupnik, in je bil zelo pomenljiv tisti stavek, da se je poslovil s poslednjimi zakramenti in v spremstvu čeških sobratov, ne, seveda, tako da to. Kako tolažilno je to vse skupaj, ne? Torej, Marija nam to pričuje. Ker če bi bila njena ljubezen človeška, bi seveda hotela zadržati Jezusa, ne? In bi bila žalostna. Ampak ona je popolna v teh človeških stvareh, kolikor je lahko, ne? Ker je prenapolnjena z vsemi milostmi in zato je polna veselja in radosti. Tudi ve, da se mu bo pridružila potem, ne? Torej, globoka lekcija za nas. Prava ljubezen, ki ne išče sebe, išče Boga. Kako ugajati Bogu, ne? Ne, da bi imel še nekaj zase, ne? Še malo več veselja, še malo več užitka zase. Ne. Bogu, Božja volja se mora zgoditi. Tako da tudi mi živimo v času, ki ima nekaj podobnosti s tem trenutkom. Kristus se zdi morda oddaljen, vera, ki je močno oslabljena, svet gre svojo pot, pridružuje se temu tudi uradna cerkev, prava katoliška vera, ki je bila potisnjena na rob, se jo preganja, namesto tega se išče posvetne rešitve, navkljub, smo rekli, očitnemu dejstvu, da te rešitve ne pomagajo. Videli smo včeraj z najvišjih mest v cerkvi, so prišle grožnje glede hudih kazni, izobčenja in tako dalje. Tistih, ki pač želimo ostati zvesti izročilu, kot ga je cerkev vedno učila. Po drugi strani neverjetna prizanesljivost do odstopanj, ki segajo seveda v samo jedro vere in morale. Morala vedno izhaja iz vere, ne more biti na prvem mestu, ker če ne rata moralizem in ratamo taki rigoristi in preveč trdosrčni tudi, ne. Ne, na prvem mestu mora biti vedno vera, ne. Resnica vere, to. Tako da ta izjava kardinala Fernandeza, ki še bolj razkriva to dvojno merilo, ne, ali dvojna merila, ki so v eni strani boleča, ne. Torej, po drugi strani papež, ki se z vsemi sreča, ne, zdaj se je srečal tudi z dunajskim nadškofom, ki je rekel, da seveda ne more veljati kanonsko pravo pri tistih stvareh, ki jih Sveti Duh predlaga, ne. Ampak seveda, če predlaga stvari proti naravi, jih hudi duh predlaga, ne Sveti Duh, ne. In papež, ki se je seveda z anglikansko transvestitinjo srečal, ne. Mislim, ker je bila oblečena v nadškofuljo, ne. Ja. Tako da to. Ampak to nas ne sme pohujšati do tega, da bi postali obupani. To nas mora strezniti, da smo
kot smo rekli, pozorni na stvarnost, na resničnost, po drugi strani se ne ustavljamo več, kot je potrebno, vemo, to obstaja, ampak svoje misli, kot molimo v teh litanijah, da bomo dvigali k nebeškim mislim, ne? Tako prosimo. Torej, to tudi delamo, ne? Včeraj smo imeli v Zagrebu to prošnjo procesijo, ne? In potem tudi prošnjo mašo, je bilo lepo. Pač take tradicionalne reči so zmeraj lepe. Tako da, naš predstojnik bom potem kasneje tudi objavil, si boste potem jutri lahko prebrali. To izpoved vere, kot je to poimenoval, je izdal danes in smo bili pozvani, da predstavimo bistvo, ne? Tako da v par stavkih pravno-kanonični vidik, na katerem se ustraja po eni strani, ne? Ni najvišje merilo, je vedno podrejen veri. Vera je vedno na prvem mestu. Tisti veri namreč, ki njih ne zanima, zato marsikdaj niti cerkveno pravo glede vsega tega jih ne zanima, kadar seveda njim ustreza, ne, jih ne zanima. Lahko bi rekli, sme se ga kršiti v levo, nikdar pa v desno, ne, tako da to radi prehitevajo po desni, ne. Kar zadeva nas, nobena cerkvena kazen ne more imeti prednost pred skupnim dobrim vere. Spomnimo se na svetega Atanazija, je bil tudi ta opomen na svetega Atanazija v intervjuju našega generalnega predstojnika, tako da vsi so bili izobčeni, cerkve so jim bile odzete in tako dalje, in vendarle očuvali so vero, očuvali so resnico, tako da naj rečejo karkoli, nas to ne zanima, ne. Vemo, tudi duhovniki smo na papirju prejeli določene ukrepe, določene kazni, ampak pač vera je na prvem mestu in to delamo, zato si prizadevamo in si bomo seveda še naprej prizadevali. To nas morda samo še dodatno podžiga, da bomo še bolj si prizadevali. Torej, škofovska posvečenja so za dobro naših duš, za dobro vere, ki je v lončenih posodah, in seveda otroci, ki prosijo dobre stvari, ne, torej, ki prosijo svetega duha, ne, jim bo oče tudi dal, ne bo jim dal slabih stvari, ne. Medtem ko slabi pastirji seveda dajo tudi slabe stvari, ampak dobro, pač njihov problem. Torej, ne gre za naš upor, ne gre za razdor, gre za ohranjanje vere, kakor jo je cerkev vedno povsod in za vse učila. Tako da z našimi predstojniki, škofi, duhovniki, dajmo ustvarjati plodna tla, bi rekla mala Terezika, sveto deželo, ne, v naših družinah, skupnostih, da se bodo stvari počasi v katoliški cerkvi mogle začeti spremenjati. Potrebne so katoliške, tradicionalne, svete družine, s katerih potem izidejo tudi duhovniški, redovniški poklici, ne. Če ne pač, da so dobre katoliške družine. Zato si prizadevamo. Če se potem starši in odgovorni potrejo, če se prepustijo razočaranju, ravnodušnosti, potem je seveda konec, kako bomo potem ohranjali te stvari. Torej, kot sem rekel, tovrstne novice naj nas še bolj podžgejo, da bomo še bolj pravi katoliški verniki po Jezusovem in Marijinem srcu. To je najbolj pomembno, ne? To. Kolikokrat se zdi ob takih novicah, Gospod je v narekovajih odsoten, bomo rekli, ne? Spravi to. Torej, jaz bom tudi obstal na mestu, bom nepremično strmel, morda živel v oblakih, ne? Če se obrnemo na učence, angela sta jih opozorila, vrnite se spet k resničnosti, ne? Ne žalovati, obupavati, treba je iti v akcijo, ne? Kaj stojite, gledate v nebo? Torej,
ne ostati v oblakih, ne ostati pasivni. Kristus je šel v nebo zato, da bi vi nadaljevali njegovo delo. To so besede danes tudi mnogim vernikom, ki imajo neko drugačno strmenje, se pravi v druge oblake, bomo rekli, ne, po raznih internetnih straneh, družbenih omrežjih, medtem pa stvari grejo svojo pot v njihovem okolju, ne, konkretno družinsko, družbeno življenje, gre pač mimo njih, ker oni so tam skoncentrirani in strmijo, so v svojem strmenju v oblake. Po drugi strani kriza, zmeda, slabost, zapademo v malodušje. Ampak Kristus ni odsoten, smo rekli, Kristus kraljuje. Kristus vodi svojo cerkev, ampak na drugačen način. Nekoč pride nazaj, ni naša stvar kdaj, je lepo povedal, ne? Tudi tisti, ki pričakujejo, da se bo nek poseben čudež zgodil. Ne bo se zgodil poseben čudež, ne? Ne bo vam dano drugo znamenje, kakor Jonovo znamenje, je lepo rekel Kristus, ne? To je pa njegovo trpljenje, smrt in potem vstajenje, ne? Torej Jonovo znamenje. To se je že zgodilo. Mi moramo delati svoje. To. Treba je biti v tem aktivnem pričakovanju, v pravem pomenu besede. Torej, ni naša naloga, da rešimo cerkev z našimi človeškimi sredstvi, ampak ostati zvesti. Zvesti veri, zvesti izročilu, zvesti milosti. Nismo sami, imamo Marijo, kakor so imeli apostoli, so se ob njej zbirali vsak dan v templju in so pričakovali Svetega Duha, ne? Tudi mi zdaj začenjamo s pričakovanjem binkoštnega praznika, ampak tudi drugače, ne? Se pravi, to veliko pričakovanje Božje milosti, ki se zmeraj znova obnavlja, oziroma če jo ohranjamo, se tudi v naših srcih, v naših dušah povečuje, ne? Tako da to. Apostoli niso bili žalostni ob Mariji, bili so polni veselja. Njena navzočnost jim je dajala trdnost, mir in pogum in tudi nam jo daje. Tudi mi jo imamo, ostanimo z njo in ne bomo izgubili poti, ker nas ona vedno vodi k svojemu sinu. Torej, kako živim jaz danes ta čas med Kristusovim odhodom in njegovim ponovnim prihodom? Torej, ta čas, teh nekaj let tukaj na zemlji, ali kot tisti, ki se kljub obiskovanju tradicionalne maše prilagaja svetu, ali kot tisti, ki pričuje dela v svojem malem za resnico, ali kot tisti, ki se boji, ali kot tisti, ki veruje. Tako da prosimo na koncu Gospoda, da nam da milost, da ga bomo ljubili tudi v tem času, ko recimo temu ga ne vidimo ali čutimo ali pa tako dalje, ne, se sem vam že rekel, ne, a ti ne čutiš, ne, jaz sem brezčuten, ne, se rekel nekomu, ne, ko je bilo tisto. Spravi, porabiti razum in voljo, ne, premagovati tista slaba in negativna čustva, ne, ampak lepo jih usmeriti, ne, jih vodita vera, razum, pa tudi volja, ne, spravi, da gre vse v pravo smer, se moramo boriti tudi proti tem napačnim zadevam, ne, tako da to. Torej, služiti Bogu zvesto, pogumno, brez strahu dvigniti pogled in uzreti potem njegovo slavo na nek način. Prosimo Marijo, da nam posadi to trdno vero, prepričanje, upanje v naš razum, naša srca, naj bo tam zasidrano. Morda pa bomo res potem dobili kakšno iskrico, kakšen kanček, kakšen žarek Božje slave, da bomo mogli lažje premagovati te ovire, da bi potem tudi mi zrli to večno slavo v nebesih. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.